Ne vem, kdaj nazadnje, če sploh že kdaj, je Mateja toliko zanimal nov avtomobil, da me je v bistvu klical že, ko sem komaj prišel na premiero. Šele priletel sem v Španijo, komaj vzel ključe, niti zapeljal se še nisem s tem avtom, pa imam že 3 njegove neodgovorjene klice. Ampak bo Matej mogel kar počakati do tega trenutka, ko tole gledate tudi vi. Ga pa seveda razumem in če naj oba zanima, kakšen je nov Cuprin Raval, sem prepričan, da so malo nervozni kar v celotnem koncernu Volkswagen. Raval je namreč novi električni malček na povsem novi platformi za majhne avtomobile MEB Plus oziroma MEB Entry se ji reče, pa z novim baterijsko-električnim sklopom, kakršnega bosta kmalu dobila tudi ID Polo in Škoda Epiq. In jasno, najprej so nas povabili na Raval, ker izgleda najbolj brutalno, dal hudo barvo, najmočnejši motor, najboljšo opremo, tako da res težko rečem, da ne zgleda dobro, ne? V Barceloni sem, kjer je uporniška četrt El Raval, po kateri je ta avtomobil dobil ime. Nekakšna barcelonska metelkova, bi rekel, ampak malo bolj sofisticirana. No, avtomobil Raval je 4 metre dolg mestni malček, ki bo na voljo z 2 vrstama in 2 velikostma baterije ter 4 različno močnimi elektromotorji. Povsod je pogon seveda spredaj, osnova pa se začne z baterijo LFP kapacitete 37 kWh in ta je povezana z elektromotorjem, ki ima 85 oziroma 99 kW moči. 116 oziroma 135 konjičkov je to. Mi je pa malo hecno v letu 2026, da se baterija pri šibkejšem motorju polni z največ 50 kW moči in potrebuje dobre pol ure za 80% napolnjenost, na pri močnejšem motorju pa je moč DC polnjenja 88 kW. No, potem je na voljo še večja NMC baterija z 52 kW urami, ta je pa na voljo z elektromotorjem, ki ima 155 kW moči oziroma pri takšni opremi VZ 166 kW moči, ker je 226 konjičkov. Velika baterija se polni z največ 105 kW moči in potrebuje 24 minut za 80% napolnjenost, se pa vse različice polnijo z 11 kW na navadni polnilnici, to se mi zdi kar pomembno. Teoretični doseg pravzaprav niti ni toliko pomemben, praktičnega bomo preizkusili doma, ko avto dobimo na test, lahko pa za začetek povem, kako se Raval pelje. V bistvu sem lahko kratek, ker je za voziti totalno zakon, sploh takšen VZ, kjer je podvozje še 1,5 cm bolj pritisnjeno klom, občutek na volanu je fantastičen, avto ima zaporo diferenciala, tako da zapeljati je res krasen. V bistvu si takšnega z lahkoto predstavljam kot prvi avto v družini, kjer prevoz otrok še ni potreben. Ali pa ni več. 6,8 sekunde potrebuje z mesta do 100. Ta je res fin. Seveda pa je tole v osnovi mestni avtomobil in takšen bo marsikomu predrag, zato predvidevam, da bo večina posegla po eni od šibkejših različic pa z manjšo baterijo. Preden kdorkoli jamra, da je tista baterija premajhna, zdaj se kar nekaj časa že vozim naokrog in imam povprečno porabo 14 kWh in torej doseg okrog 250 km oziroma vsaj za en teden vožnje za povprečnega slovenskega voznika. Govorimo o različici z manjšo baterijo. Pri tej veliki je pa to še za bistveno več kilometrov. Sicer pa moram reči, da Raval res dobro izgleda. Všeč mi je, da so mu namenili tudi bolj zanimive barve, ne samo obliko. Fino je, če je kakšen avto malo bolj odpuljen za pogledati, itak bosta Polo in Epiq bolj zadržana. In pohvalno se mi zdi, da ob 4 metrih pa 5 cm prtljažnik ponuja kar 441 litrov. Neverjeten. Moram prvo preveriti, če je kaj prostora tle zadnji sploh potem za noge. Čakaj. Ja, je. In to kljub moji enormni višini. Čisto okej. Takšen je pa znotraj. Všeč so mi vsi ti barvni detajli pa ambientalna osvetlitev. Ta zaslon pred volanom je svetlobna leta boljši od tistega v našem ID4, to lahko takoj povem, in velik pa uporaben je tudi ta na sredini, drugega itak nisem niti pričakoval. In seveda skoraj nikjer ni fizičnih stikal, razen tukaj na volanu, kjer so pa na srečo klasična fizična. Sicer si 2 upokojencev v takšnem avtu skoraj ne predstavljam, zato me tudi malenkost manj moti, da ni fizičnih stikal, bi jih pa seveda rad videl. Bo Škoda bolj zanimiva za umirjene voznike. Tudi ta 2 školjkasta sedeža tukaj spredaj sta res huda. Nič, grem se še malo peljati, če so mi že zrihtali vozniško zanimiv avto, pa tudi cesta je huda.
Matej, ja, zelo dobro se pelje, se tudi mora, ker mu pod prste gledajo Alpine A290, pa še kakšen malček.